Lepo pozdravljeni. Danes je z nami minister za okolje in prostor. Izvolite, minister. Hvala lepa. Ja, v bistvu imamo danes dve zelo dobri novici. Namreč vlada je na današnji seji o podpori vseh ministrstev sprejela stališče naše države do vizije Evropske unije Čist planet za vse. S tem stališčem se, in na to sem zelo ponosen, uvrščamo med ambiciozne države na ravni EU-ja. Namreč v razpravi o določitvi ciljev do leta 2050 se bo naša država zavzemala za to, da si za cilj določimo nevtralno družbo v letu 2050. Hkrati bomo poudarili, da mora ta prehod biti pravičen, socialno pravičen za vse, da mora biti stroškovno učinkovit in pa da mora biti ta prehod tudi pravično porazdeljen med zdajšnjimi generacijami in prehodnimi. Namreč ne želimo si, da vse breme tega prilagajanja pade na kasnejše generacije, ampak da z ukrepanjem začnemo že sedaj. V tej navezi se je danes vlada tudi seznanila za informacijo, ki jo je pripravilo naše ministrstvo, in sicer informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Republike Slovenije. S to informacijo bomo obvestili tudi Državni zbor Republike Slovenije. Prihodnji teden bomo o tem okviru razpravljali tudi na mojem svetu z nevladniki in pa prihodnji teden pripravljamo tudi javno razpravo o tem okviru. Ta okvir je namreč zelo pomemben. V tem okviru si določamo pot, kako bomo prišli do cilja, ki si ga bomo zastavili do leta 2050. In sicer mi predlagamo, da se sprejme poseben podnebni zakon. Zakon je pomemben zaradi tega, ker si želimo, da cilj, ki ga določimo do leta 2050, uživa zelo širok politični konsens, da se k temu cilju vsi zavežemo in da se k doseganju in k ukrepanju zaveže na ravni zakona vse sektorje in vsa ministrstva. Poleg tega predlagamo tudi zelo aktivno spremljanje doseganja teh ciljev. Predlagamo petletne ogljične proračune in pa petletne načrte spremljanja ukrepov. Zaradi tega, ker si ne želimo, da se nam leta 2040 zgodi, da še niti približno nismo blizu tega cilja, ampak da na vsake 5 let zelo podrobno spremljamo, kaj delamo, kateri ukrepi so primerni, kateri ne in katere je treba prilagoditi. In na ta način dosežemo to, da postopno pridemo do tja in da to breme prenesemo na vse generacije, ne le na tiste kasnejše okrog leta 2050. Poleg tega predlagamo tudi ustanovitev strokovnega sveta. To bodo strokovnjaki, ki bodo vladi svetovali pri pripravi teh petletnih načrtov, spremljali izvajanje teh načrtov in bili tisti, ki bodo skozi vse mandate, bili tisti glas, ki skrbi za to, da se res držimo tega plana. Poleg tega bomo enkrat letno imeli tudi razpravo v Državnem zboru, predlagamo namreč podnebni dan in ta dan bo namenjen temu, da tudi Državni zbor preverja vlado. Vsako leto, kje smo, kaj delamo in kako uspešni smo. Namreč boj proti podnebnim spremembam je v bistvu dolg boj in zahteva, da sodelujemo vsi. Torej, tako posamezni resorji, celotna vlada, kot parlament, kot širša javnost. Ravno zato smo pripravili danes to informacijo, ki je bila tudi sprejeta, zaradi tega, da se pri tako pomembni temi, ki je po našem mnenju najbolj pomembna tema od osamosvojitve naprej, zelo široko pogovarjamo. Hvala ministru za njegove poudarke na to